Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v res prijetnem okolju. Naša tokratna gostja je Evelin Vesenjak, predsednica sindikata KNSS Neodvisnost. Evelin, živjo. Lepo pozdravljen. Tole okolje je res prijetno. Sva žal ob ruševinah nekdanjega mogočnega gradu Medija, Valvazorjevega gradu. Tu je Valvazor odraščal. Malce naprej na Izlakah smo imeli zelo delujoče medijske toplice, tudi recimo povezane z njimi. Kako gledaš na to, da včasih na kakšno dediščino kar pozabimo ali pa se tako mačehovsko obnašamo do nje? Meni je zelo žal take stvari, da vidim, da se to dogaja, ker ta naša dediščina je tudi naša kultura. In če mi to pozabljamo, potem pozabljamo svojo kulturo pa svojo zgodovino. In mi je res, ampak bom pa rekla, da mogoče sredstva, ki bi mogla biti namenjena za to, ker mnenja sem pa, da so recimo državni, niso samo občinska. Spomeniško varstvo. Varstvo je državno, kar pomeni, da se tudi država malo mačehovsko obnaša do določenih mogoče takihle primerov, kot je tale naš, nažalost, skoraj že propadli, ampak jaz upam, da nekoč zasije v svoji lepoti. Je pa res, da glede na to, da sva se danes usedla, sem, da bova malo prevetrila tudi neke čase, ki so, sem mnenja, da Zasavje, dokler je bilo močno industrijsko, je lahko samo sebi pomagalo, pa mnogim drugim. Medtem ko kasneje, ko se je zgodila pa osip industrije zaradi teh sprememb, ki so bile na trgu, nas je pa izredno oslabil in pri določenih političnih opcijah, ki se menjajo, nismo nekako najbolj zaželjeni. Morda celo v tem trenutku nekako postavljeni na stranski tir. Razlogi za to so pa verjetno vsakemu našemu gledalcu, ki naj jo bo spremljal, znani. No, glede na to, da si ti porodil iz Zagorja, da si bila v Zagorju svoj čas, otroška leta si preživela tu, koliko pa si bila sploh vpeta v poznavanje Janeza Vajkarda, Valvazorja? Izključno samo tisto, kar smo se v šoli, kar je resnično morda malo žalostno, glede na to, da so nam te stvari dane tako blizu, da jih nismo nikoli obiskali, pa morda tako kot midva zdaj tukaj v naravi, prav na prostoru, kjer stoji, da bi imeli te učne ure, ker jaz mislim, da ena taka razlaga, ko nekdo lahko stopi in se mogoče nekako v tisto zgodovino postavi v nek čas, bistveno lažje se nekaj naučiš, nekaj od tega odneseš, kakor pa sam ta prazen pouk takrat smo vsaj bili še v učilnicah, Hvala Bogu smo imeli, naše tovarišice so bile takrat, niso bile, zdaj so učiteljice, zdaj so se tudi časi spremenili, in se dogajajo take stvari, da morajo otroci se pa dijaki in študentje šolati od doma, kar se je tudi pokazalo, da morda nekaterim v redu, večini pa je ta pristen stik in kombinacija tega stika človeškega z okoljem, ki je doprineslo k tej zgodovini, ker jaz verjamem, da on ne bi bil takšen, kot je bil, če ne bi tu živel. Kar se pa tiče medijskih toplic, za katere si me pa omenil, je pa res z veliko bolečino v srcu tisti, ki smo Zasavčani, gledamo, ker se spomnimo, da so nekoč bile, od prvega bazena, ki se ga verjetno midva oba spomneva, s toplo vodo, to je bilo nekaj čisto posebnega, sploh ta otroški, ki je imel ene račkice pa ribice, so bile narisane na dnu. Podno, ja. Ja.
In potem kasneje, ko so postale Medijske toplice tudi neke vrste center, mislim, da je bilo in zdravje in turizem, pa to, kar danes vidimo, jaz upam, ker slišim, da naj bi bile prodane uspešno tokrat, da bodo dobile nazaj svoj sijaj, ki jim pripada. Se ti pa verjetno, tako kot meni zdi, verjetno malce žalostno, da tako mogočno ime kot je Janez Vajkard, Valvazor, da smo res tudi tisti, ki smo živeli v Zagorju, odraščali v Zagorju, se šolali v Zagorju, da nekako smo tako pozabili na njega. Tako da ta tvoja ideja, da bi se na tem terenu kaj dogajalo v povezavi z njim večkrat, ne, bi bilo še kako dobrodošlo. No, mimogrede, ko sta z Matjažem nekako stopila na samostojno pot snemanja oddaj, sva ravno prvo oddajo posnela tu. Ta je že več kot 100. In takrat je bil z nama, žal zdaj že pokojni, eden največjih poznavalcev Janeza Vajkarda, Valvazorja, Marjan Klančnik, in je veliko o tem povedal, ampak žal se tudi takrat nekaj veliko spremenilo. Midva pa greva še na drugo zelo slovensko poznano ime iz časa litostrojske stavke, ustanovitelja sindikata Neodvisnost KNSS Franceta Tomšiča, žal ne, tudi že pokojnega. Kakšen je tvoj spomin nanj, pa tudi na njegovo zapuščino? Nenazadnje je takrat svojimi podporniki rodil nek svobodni sindikat, ne? Demokratični sindikat. Prej je bil le eden. Ne? France Tomšič, jaz moram priznati, kot se ga spominjam, on je bil za mene izredno velika avtoriteta. Pa ne zaradi kakih drugih lastnosti, ampak dejansko, ker je izžareval nekaj posebnega. Poleg znanja je imel neverjetne vizije. In kot si rekel, ta sindikat je nastal, mislim, da sva midva že enkrat govorila, v času, ko v tej naši zdaj Sloveniji državi, prej je bila to bivša Jugoslavija, je bil enopartijski sistem. In takrat zakonodaja sploh ni dopuščala možnosti ustanavljanja različnih strank. Bila je samo ena, kljub poskusu Franceta, da ustanovi stranko, mu žal takrat tega še ni uspelo. Ampak stvar je bila tako daleč zapeljana, da vsaj nekaj se je pa zgodilo in rodil se je, kot si rekel, sindikat, ki je zrasel iz delavstva. Navkljub temu, da je bil France inženir, je bil sindikat večini članov iz delavcev. In sama stavka Litostroja je pokazala moč teh delavcev in jim dala neko upanje. Bilo je pa zelo pomembno, da je bil zraven France zaradi tega, kot sem rekla, kot avtoriteta, znanje, vizija je lahko zadevo speljal naprej. Tako da jaz moram priznati, da sem bila takrat, mi da sva bila skupaj na tistem kongresu, ko France niti ni želel kandidirati, v Postojni je bilo. Mi je bilo izredno žal, da ni kandidiral. Jaz sem ga še takrat, še preden je prišlo do samih volitev, prosila, da naj zbere, ker obstajala je možnost, da z podpisi delegatov bi navkljub temu lahko vložil kandidaturo, ker se mi je zdelo, da se mu takrat dela krivica. Da je bil njegov izsiljen odstop oziroma nekandidiranje, da je to napaka. In mogoče je dejansko bila napaka, ampak ne bom kritizirala nobenega od kasnejših predsednikov, ker stvari so se vodile naprej drugače. Sem pa mnenja, da če bi France ostal, da bi bila stvar morda tudi ne samo gledano sindikata Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, ampak tudi na področju vseh ostalih sindikatov. Ker France, navkljub temu, da je bil tudi trmast, je znal najti pot kompromisa. In bi prej, kot je morda prišlo do tega, da smo se sindikati začeli obnašati pri najpomembnejših zadevah, kot da smo neka skupina, oziroma da smo neka skupina, ki imamo isti cilj.
da ne vlečemo vsak na svojo stran. Tako da moj spomin na Franceta je izredno dober. Kdaj si se pa ti vključila v ta sindikat? Ti si bila takrat v začetku svoje poklicne kariere zaposlena v Iskri, ne? Ki je šla skozi vse tisto, kar je šlo veliko zasavskih firm, pa tudi slovenskih, ne? Do konca, do stečaja. Ne? Nažalost je bilo resnično tako. Jaz sem se vključila v začetku ustanavljanja tega sindikata oziroma po njegovi ustanovitvi, se pravi med letom 90 pa 91, je preko enega kolega, ki je delal z mano v Iskri v Galvani, je prišla ideja Franceta Tomšiča tudi do nas. Ampak zdaj to so bili časi, ki so bili popolnoma drugačni. In stvar je bila pri nekaterih ljudeh vzeta napačno. Zaradi tega, ker ljudje se še vedno žal, še vedno se barvamo in še vedno se delimo na desne in leve, pa se delimo na bele in črne, pa na rdeče, pa na kakršne koli. In to je slabost nam vsem. In Tomšičev sindikat je bil bolj kot desno označen. Tako, označen kot desen. Tudi zaradi tega verjetno, ker je bil on tudi prvi predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije. Ne? To je res. Pa potem Pučnik, ker se zdaj Janez Janša, ker se včasih kar malce pozablja, da korenine zdajšnje SDS so vsaj na levi sredini, če že ne na levici. Ne? Lepo si povedal, korenine so, ampak te korenine, kar je naprej nastalo, naj bi bilo neko mogočno drevo, ki bi spremenilo to, kar smo poznali do takrat. Žal pa moram reči, da se je v zadnjem času ali pa morda zdaj pri predsedovanju Janeza Janše, ki se kar nekako noče končati, se je pa stvar spremenila. Jaz bom si dovolila besedo, da se je sfižila. Tisto, kar je France razmišljal in kar je France želel za to stranko, tega danes ni. Tega strankarskega dogajanja se bova mogoče še potem v drugem delu dotaknila. Šel bi še nazaj na Iskro, pa na tisto, kako je bilo zgodbo tudi z Iskro, pa s tvojim sodelovanjem takrat s Francetom Tomšičem, pa tudi potem s tvojo aktivnostjo tudi na republiški ravni, ne samo v lokalnem okolju, kar se tiče sindikalizma. Zdaj jaz se v podrobnosti ravno ne bi spustila, ker bi bila zgodba precej dolga. Ne? Torej v Iskri, v Galvani, ta kolega nam je prinesel to misel Franceta Tomšiča in nekaj nas je bilo takih, ki pa smo nekje našli v tem neko drugačnost, neke možnosti po spremembah, predvsem pa neke možnosti, da smo veliko bolj vključeni v nek razvoj, v nekaj, kar se dogaja in vpliva na vse nas in tudi na naše zanamce. In takrat smo France je potem prišel v Trbovlje. V Svobodi je bil takrat en taka kinodvorana, kjer je bilo njegovo prvo predavanje in potem smo se dobili na enem drugem kraju, zdaj tista hiša že več ni, ker je zdaj krožišče v Trbovljah. Včasih je bila pa tam ena slaščičarna. Ja, Kekec, kasneje, ne vem, mislim, da je bil ravno Kekec, ja. No in tam so bili neki prostori, kjer smo se potem dobili in ustanovili KNSS Neodvisnost Iskra Semikon. In jaz sem bila, oziroma takrat je bila še, Iskra Semikon. Potem sem bila jaz vključena v ta sindikat ves čas od njegovega nastanka, vendar ne v izvršilnem odboru, bolj v nadzornem odboru. Ker takrat se še nisem bila niti izkušena v teh zadevah, niti se nisem želela postavljati. Zelo mlada še, ne? Ja, zelo mlada še, ker tega je že dolgo let nazaj. Ampak kasneje se je pa pokazalo, da je potrebno, ker stvari so se v Iskri začele odvijati izredno slabo, kot si sam povedal, ta sprememba osamosvojitve nam je prinesla oziroma zaprla pot do trgov, ki jih je bivša država imela na razpolago za nas, kar je pomenilo, da smo se mogli usmeriti na zahod. Za ta zahod pa morda nismo bili najbolj pripravljeni, pa ne bom rekla, da v kvaliteti, morda v drugih izkušnjah, ki bi jih imeli, in stvari so pripeljale do tega, da je prišlo do stečaja firme. Ampak to je bilo dolgo časa. Jaz sem potem ta sindikat nekako
prevzela, ker je hiral. In zmanjševalo se je članstvo, ljudje so bili navajeni prejšnjega sindikata, prejšnji sindikalisti so imeli dobro sodelovanje z upravo družbe in so imeli informacije, medtem ko ta novi sindikat je bil pa nekako ves čas odrinjen in če ti nisi vztrajen. In tudi v premoženju je bila razlika, ne? Definitivno, da je bila tudi razlika. Se pravi, če nisi vztrajen, potem te ni zraven. In ljudje, ki so ga do takrat vodili, bom rekla, ženske pred mano, kolegice, so poskušale, ampak niso imele nekako tiste moči, da bi, ali pa te res vztrajnosti, pa korajže, no, če se lahko tako izrazim. In jaz sem takrat prevzela zadevo, ker je šlo pa resnično navzdol. Družba je bila v tako slabem stanju, da plače niso bile izplačane skoraj 5 mesecev zaporedoma. In jaz sem takrat napovedala stavko kot predsednica sindikata. Predtem sem imela pa še razgovor z kolegom sindikalistom nasprotne strani in sem mu predlagala, da zadevo morava urediti na tak način, ker se tako ne da živeti. Ampak ni imel posluha za to in sva takrat se tudi malo sporekla. Se spomnim še ponavadi, jaz sem z leti nekako dobila malo na tem, da se znam majčkeno bolj zadržati pri določenih stvareh. Lahko pa rečem, da sem pristna zasavka in da temperament je izredno močen in da včasih pride tudi kakšna beseda, ki morda ne bi šla takoj z ust, če premisliš, ne. In takrat vem, da sem kolegu zabrusila, ne glede na to, da je bilo to razmerje skoraj 1:10 v korist njegovega sindikata po številu članov. Verjetno Svobodni sindikat Slovenije, ne? Ja, nisem se želela opredeliti, da bi ga, bil je pa, takrat je malo drugačno ime bilo, zdaj so Zveza svobodnih, so se kar nekajkrat malo preimenovali. In sem mu rekla, do novega leta bom imela večino članov. In se je res zgodilo, ker takrat sem se pa aktivno vključila v to, da sem pridobivala informacije, obveščala naše članstvo, kaj se dogaja, na kaj morajo biti pozorni. Žal so bile stvari toliko daleč zapeljane, da 2 meseca kasneje sem bila prisiljena napovedati stavko. Stavka je trajala 3 tedne. Napovedala sem jo pa ravno na datum, ko sem imela 10 let delovne dobe v družbi. Na isti datum, kot sem se zaposlila v družbi, 10 let kasneje sem napovedala to stavko. 3-tedenska stavka nas je žal pripeljala v stečaj in potem kasneje v stečajnem postopku, kjer sem dobila še druga znanja, ne samo na področju delovnopravne zakonodaje, sem nekako bila opažena strani regijskega sindikata, pa tudi pri sami napovedi stavke. Takrat že Edvarda Kržišnika? Takrat je sindikat Ljubljanske regije, KNSS Neodvisnost, to je bila še vedno ena od regij naše konfederacije, vodil kolega Edvard Kržišnik, pa tudi od Tomšiča, ker moram reči, da sem se z njim parkrat srečala in se tudi posvetovala in da sva bila celo s takratnim direktorjem, preden je prišlo do stečaja v času stavke. To je bil gospod Staš Majcen iz Trbovelj, je bil takratni direktor. Sva bila na obisku pri Francetu Tomšiču, kjer smo se nekako dogovorili, da bi tudi France kot predsednik konfederacije poskušal pomagati pri rešitvi situacije družbe. Žal stvari resnično niso šle in kasneje so me na regijskem sindikatu pozvali k sodelovanju, majčkeno bolj aktivnemu sodelovanju. In kmalu po tistem sem dobila priložnost kot sekretarka regije in sem bila kar nekaj mandatov sekretarka, kasneje podpredsednica regije in hkrati tudi generalna sekretarka konfederacije z vmesnimi menjavami, ki so se dogajale. No, na koncu zdaj ji pa predsedujem že. Koliko časa? 6. leto. Po tem, ko se je upokojil tvoj predhodnik Drago Lombar, ne? Ki pa ni bil edini predhodnik, ampak je bil še prej Slavko Kmetič, tega se bova še dotaknila. Ampak greva še malce na Zasavje. Kolikor jaz poznam zadeve sindikalizma v Zasavju,
menim, ali pa mislim, da je bilo nekaj članov Tomšičevega sindikata, radi rečemo Tomšičev sindikat še vedno, med rudarji, pa nekaj pri delavkah Peka, no pa v Zagorju Siporex, ta sindikat sem takrat sam vodil, sicer pa nekako ni ta sindikat padel na plodna tla v Zasavju. Zakaj po tvojem mnenju? Pa mimogrede, upam, da sem se prav povedal, ne? Ja, vse stvari si prav povedal, ampak mogel bi pa omeniti, da potem, ko je bil v Iskri ustanovljen ta sindikat, kmalu za tistem je bil ustanovljen pri vas v Siporexu. In ta sindikat v Siporexu, torej tvoj sindikat, ker si ga ti dejansko tudi ustanovil, je tudi najdel ostal v Zasavju še živ. Zdaj se je žal razpustil, ker je tudi tam upadlo število članov. Verjetnost tega, da se je to... Tudi število zaposlenih mimogrede. Ja, ampak takrat v mojem času nas je bilo čez 100, ne? Zgodilo se je pa to verjetno zaradi tega, ker mladi nimajo pravega pogleda na sindikat, ampak to temo lahko malo kasneje obdelava, zakaj do tega prihaja. Ja, bilo je nekaj delavk, ki so bile v družbi Peko, pa nek del rudarjev. Zakaj se to ni zgodilo? Zasavje je označeno kot rdeči revirji. Tukaj so se dogajale res velike stvari. In tudi poznane so nam Čebine, ki recimo nekako pod Čebine se takoj spomnimo komunistične partije. Vse te stvari morda na tak način v ljudeh puščajo en tak občutek, da vse, kar bi bilo desno, čeprav ni bilo desno, ljudje niso prepoznali sredine, nekako ne sodi v to okolje. In že sama takratna, recimo, ker tudi Pučnik je veliko sodeloval s Tomšičem in ta povezava, dokler še ni prevzel stranke, ker kasneje veva, da se je stranka ustanovila in predsedoval je prav tako France Tomšič, kasneje je predsedovanje prevzel Pučnik in mislim, da je bilo takrat v tistem času predsedniških volitev kandidatura in je bil drugi krog boja med Pučnikom pa med Milanom Kučanom. In je Kučan tudi zelo prepričljivo dobil, se mi zdi, da je bila... Pučnik je bil na nek način označen, tako kot Tomšič, za nekega desničarja, ne? Ja, Pučnik čeprav sta oba iz delavskih vrst, ne? Pučnik pa sploh, čeprav kaj je vse pretrpel v prejšnjem sistemu, škoda ponavljati, ne? Bil zaprt, pa tudi kako je praktično kot navaden delavec v Nemčiji si znova moral na novo zgraditi poklic in kariero. In se dokazati. In se potem vrnil kljub svoji levi politiki, a je pa levosredinski bil označen takoj za nekega revanšista, nekega desničarja. Ne? Ja, neka grda beseda obstaja, oziroma niti ni tako grda, odvisno kako, mi smo jo navajeni za belčka. Tako, tudi to, ja. Zato, ne, ker ljudje, nekateri so resnično emigrirali, iz določenih razlogov, eni so bili pa prisiljeni, kot si sam povedal, in Pučnik je dobil napačno oznako in ta oznaka se je potem prijela tudi Tomšiča in posledično tudi tega sindikata. Ne? Ker samo prvo članstvo dejansko je bilo večinoma potem tudi včlanjeno v Socialdemokratsko stranko Slovenijo, vendar pa so bili prisotni tudi člani drugih strank, ker takrat se je začelo več strankarstvo in vemo, da jih je bilo več in je bila tudi krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka in so bili tudi člani in tudi člani, ki so bili nekoč v komunistični partiji, v kasnejši zvezi, ki je zdaj Socialdemokratska stranka, prej je bila pa zveza Združena lista socialnih demokratov. No, tako, v glavnem ta imena se toliko spreminjajo, da zdaj ta scena pa EMŠO morda tudi že malo spremeni, da se na hitro spomnimo teh imen za to, ampak dobro vemo, zakaj gre. Zaradi tega predznaka se stvari niso mogle odvijati v pravo smer. V tem delavskem okolju. Tako. Mogoče kje drugje, pa tudi v Zasavju, tudi zaradi tega, ne, ker ne nazadnje so pa delavci vedeli, ne, da je vse sindikalno premoženje
nekako vsa lastnina, sindikalna v rokah enega sindikata, tistega, ki je bil že ves čas po drugi svetovni vojni nekako na oblasti, delavski oblasti, in so se nekako tudi čisto praktično odločili, zakaj bi zapustil nek sindikat, kjer lahko letujem v kakšnih njihovih kapacitetah, kjer lahko dobim kakšno božičnico sindikalno, Novostanovljeni sindikat ima pa ponavadi kar težave, saj na začetku s financiranjem, in težko parira z bombončki. To je res, ampak to, kar si zdaj povedal, je veljalo v tistih časih, ki so bili res drugačni, in takrat je bilo tudi to običajno delo sindikata, da je organiziral piknike, letovanja, novoletne zabave, druge zabave, da je bilo poskrbljeno za ozimnico, za druge stvari. Sej so, ne bom jim delala krivice, tudi sodelovali z političnimi upravami družb, pa z občinskimi veljaki, ampak poudarek za delavstvo je bil na tem, zato ker službe so bile, plače so bile, ljudje so hodili na dopust, ker so domovi, o katerih zdaj govoriš, to je to sindikalno premoženje, tudi med drugim je bilo in so bile te možnosti, medtem ko zdaj, ki je prišlo pa do spremembe, oziroma takrat, zdaj moramo reči, da je že to takrat, ki je prišlo pa do spremembe, takrat se je začelo pa stanje, ki je bilo popolnoma drugačno. Takrat je pa nekdo občutil, da tudi služba je lahko od danes do jutri. Pravice so se krčile, plače so se nižale, možnosti o tem preživetju sebe in družine so se manjšale. In takrat je bila prioriteta sindikata tisto, kar je dejansko njegovo delo. Da skrbi za pravice, da ščiti delavce, in tukaj je bil naš sindikat tisti, ki je to pač počel, in še vedno je to prioriteta, seveda pa je bila lastnina skupna, ki je bila narejena oziroma ustvarjena, bom rekla, z rokami pa z odrekanjem vseh delavcev, celotnega delavstva, in bi se nekako morala razdeliti. In se kar nekaj let ni, ne? Ne vem, je bil Miha Brejc tisti prvi nekako, ki je bil najbolj, ali se motim, ki je imel posluh za razdelitev sindikalnega premoženja? Jaz bom tukaj priznala, kako da do tega sploh prišlo, da je bil največji tisti, da se je to zgodilo, je bilo v času Janševe vlade. Ker zgodovina našega sindikata se povezuje z vsem skupaj in včasih, v začetkih, so bili v tem sindikatu prisotni tudi veliki sindikati železničarski, ki so bili znani kot desni sindikati oziroma Janševi sindikati. Po neki, to je bilo ravno v času Slavka Kmetiča, drugega predsednika, torej naslednika Franceta Tomšiča, ki je pa ostal na svoji poziciji samo 10 mesecev. In takrat, ko je prišlo do te menjave Slavka Kmetiča, so železničarski sindikati odšli iz konfederacije in ustanovili dve različni zvezi, Solidarnost in Alternativa, in to so bili potem v nadaljevanju tako imenovani Janševi sindikati, in oni so bili neko gonilo tega, da so na njega kot predsednika vplivali, da je prišlo do zakona o razdelitvi, do njegove, sej zakon se je dolg časa pisal, ampak da je prišlo do tega, da je šel čez proceduro v državnem zboru, je pa zasluga vlade Janeza Janše. To je tiste prve vlade, ne? Ja, to je tiste prve, mislim, da je bilo tam nekje okrog leta 2004, ja, da je bilo, in to je ena od stvari, ki, bom rekla, so za sindikate, za nas zdaj ostale, razen seveda za zvezo, ki se je s tem mogla pač sprijazniti, je bilo dobro, ne. O drugih stvareh, ki bi jih lahko ocenila za dobre, je pa stvar debate. Tudi tega se bova zagotovo še dotaknila. Omenila si, da je bil prvi naslednik Franceta Tomšiča, ki je žal že pokojni, grob ima v Kamniku, ne? Ja.
Slavko Kmetič, sindikalist, znan po tej stavki železničarjev, ampak kmalu je prišlo potem do odhoda, predčasnega odhoda in njega je nadomestil potem nekdo znova iz baze delavstva, Peka, Drago Lombar. Tako. Mogoče par besed, zakaj je prišlo do zamenjave Slavka Kmetiča? Zakaj je prišlo do zamenjave Slavka Kmetiča? Treba je začeti pri tej zgodovini sindikata. Ko je bil sindikat KNSS Neodvisnost ustanovljen, so se odločili takrat se odločaš, ko se ustanavljaš, za znak, ki te predstavlja, ime, ki te predstavlja in zastavo, ki te predstavlja. In tudi nekako temu povezano zraven je tudi sedež sindikata. Takrat je bil ves čas na Linhartovi 13 za Bežigradom, bivša bežigrajska občina, in vsi ti emblemi, torej KNSS Neodvisnost, Marjetica in zastava, barva je oranžno-viola, je naša barva, ki jo imamo tudi zaščiteno pri temu za intelektualno lastnino, da si lahko pač iz tega je sestavljena naša zastava in ta sedež sindikata. In Slavko Kmetič je nastopil svoj mandat in je že takrat svojo pisarno, predsedniško pisarno skupaj s tajništvom preselil na Malo ulico, mislim, da je bila Mala ulica, oziroma tam, kjer je bil dom železničarjev. Pri železniški postaji. Ja, to je zdaj tle, ki je tale ministrstvo za šolstvo na tem prostoru. Tam so oni imeli en tak dom, kjer so ga uporabljali za različne stvari in tam so potem se je on, ker je bil že tudi prej, izhajal je, se pravi, od železničarjev in si je prestavil zadevo tja. In članom, funkcionarjem, regijskim funkcionarjem, pa kolegom, ki predsedujejo sindikatom konfederalno pridruženim in tudi članom se to ni zdelo pravilno, da je sedež dislociran od ostalih pisarn, se pravi sedež kot predsedniška pisarna. Potem je pa na dan prišlo tudi, da morda Slavko Kmetič, on je verjetno mislil, da je predsednik v pravem pomenu, bil je izvoljen za predsednika, ampak nekdo drug je vlekel poteze v ozadju na tej šahovnici in ko se je to izkazalo in se je tudi pokazalo, da morda te poteze niso v tako smer, kot si večina članov želi, je prišlo do tega, da je bil sklican izredni kongres in je bil Slavko Kmetič razrešen in takrat so kandidirali 4 na tem kongresu, zdajšnji še vedno podpredsednik predsedstva KNSS Neodvisnost Miroslav Garb, potem Drago Lombar, ki si ga omenil in je tudi dobil, bil je tudi Vic Senica iz Maribora, pa žal zdajle poskušam, ampak sem že prej omenila Emšo, pa mi boš ti pomagal, naša pravnica. Irena Virant mogoče? Tako je. Neuradna varuhinja človekovih pravic, velika borka, ne? To so bili 4 kandidati in v drugem krogu sta se pomerila Irena in Drago je za las takrat potegnil zadeve, tako da mislim, da je bilo zelo majhna razlika v številu. Irena je bila pa takrat tudi že kar precej v letih, ne? Ja, ne samo to, ona je imela energijo ogromno, tako da tudi bi znala potegniti voz naprej, ampak Irena je bila toliko časa pravnica sindikata, da je morda že preveč sindikalno razmišljala. Zdaj v pravni službi vemo, da je potrebno tehtati možnosti, ker stvari se ne obrnejo vedno tako. In tukaj je ona zelo večino tehnice vedno prenesla na, ona je bila kot neka vrsta mama sindikata in vsaka krivica jo je dvojno ali pa celo trojno zabolela. In to, da se je toliko trudila na tem področju, potem ona je bila zelo aktivna tudi v politični stranki, pa mislim, da ni bila SDS, ampak je bila krščanski.
To ne vem, vem pa, da je kandidirala tudi na listi SDS-a. Da je bilo potem, jaz se njene politične kariere recimo ne bom spomnila, ampak bila je izredno aktivna tudi na vseh področjih in nekako smo bili mnenja, da ne bi bilo dobro, da jo še tu, ker so ta prekinitev oziroma ta zrušitev Slavka Kmetiča smo pričakovali, da ne bo šla tako zlahka skozi. Ker v tistem trenutku je bilo to nekako, smo prerezali popkovino z stranko. Z SDS-om, ne? Predvsem pa z Janezom Janšo. In tudi z vsemi izkušnjami pa znanjem, ki ga imamo do danes, točno vemo, kaj to pomeni, če se to zgodi. In mi smo bili pripravljeni, da bo treba se braniti, ker bomo sigurno napadeni. Ampak nam je uspelo. No, koliko časa je bil potem, kar dolgo obdobje, predsednik Drago Lombar in kakšna je bila zapuščina njegova? Kakšen sindikat si dobila v roke ti kot prva ženska, ne, na predsedniškem mestu tega sindikata? Ja, zadeve niso bile ravno rožnate, ampak temu ni krivo predsedovanje, pa način predsedovanja kolega Lombarja. Mi sindikati, vsi sindikati, smo bili zelo aktivni v času, ko se je Slovenija osamosvajala. Zakaj? Zato, ker smo imeli bazo, ker smo imeli veliko bazo ljudi, ki smo jo lahko obveščali, animirali, pripravljali za te načrte, ki so se dogajali. In takrat, ko smo bili sindikati aktivni z bodočo novo oblastjo, z novimi političnimi strankami, smo bili nekako zaželeni in poslušani, tudi uslišani, vključeni. Kasneje se je pa tam nekje leta 1993, ko so se stečaji vrstili in je bila gospodarska situacija zelo, zelo slaba. Ko se je začela prihvatizacija, ne? Ko se je začela ta stvar, smo pa sindikati mečken hoteli ustaviti, smo malo zavoro potegnili, predvsem pri tem spreminjanju pravic, se pravi zakona o delovnem, prej je bil še zvezni zakon, nastajal pa je zakon o delovnih razmerjih. In tukaj so bili pa nekateri predlogi zelo zahodno gledani, kar bi pa ob našem poznavanju prejšnje zakonodaje oziroma sistema bi povzročilo zelo velike spremembe. In tukaj govorim o pravicah delavcev. Tukaj pa nismo bili pripravljeni popustiti na tak način, kot je imel Zahod, ker Zahod že dolgo časa ne pozna plačane malice. Tudi takrat je bilo vprašljivost samega regresa, razne take temeljne stvari, ki so jih naši delavci poznali, da so vedeli, da so to njihove pravice. In ko se je to predlagalo, smo pa sindikati se postavili na branik. In v tistem trenutku smo postali sovražniki. In od takrat naprej, če kdo spremlja medije, pa jih pozna, pa jaz verjamem, da ti to že dolgo časa veš in poznaš, se je začelo antipropaganda zoper sindikate, kot ustavljanje gospodarskega razvoja, kot pijavke na listi brezdelnežev, ki pobirajo članarino, krasno živijo, imajo službe, ko jim ni treba delati, urejajo svoje plače, se dogovarjajo z direktorji in dobivajo apanaže in razna dobra delovna mesta, ki jim ne sodijo. Vse te stvari so krožile v medijih zato, da so postavljale sindikate v tako luč, da so se ljudje začeli odločati za izstopanje, ali se pa sploh niso vključevali mladi, ki so prihajali. Pa tudi verjetno zaradi tega, tudi če je sindikat kaj uredil, kakšne delavske pravice izboljšal, so bili tega deležni vsi, tako člani kot nečlani. In je marsikdo dejal, zakaj bi plačeval članarino, če sem pa potem bombončkov deležen, tudi če nisem član. To je res. Ampak to je zdaj ta problematika naše zakonodaje, ker če hočemo biti reprezentativni, mi imamo zakon o reprezentativnosti, če hoče nek sindikat biti reprezentativen, kar pomeni, da lahko dela, da se pogovarja na najvišjem nivoju in da zadeve potem veljajo za vse zaposlene v gospodarstvu in tudi negospodarstvu, potem mora žal pristati na to,
da tisto, kar se izpogaja, velja za vse. Na tak način, ker mi smo imeli tudi naša konfederacija na pobudo Sindikata Ljubljanske regije velikokrat, tudi ko si ti sodeloval, se verjetno spomniš, da smo predlagali predsedniku takrat Lombarju, da na ekonomsko-socialnem svetu, kjer je sodeloval, sproži vprašanje tega, da se pravice za člane sindikata višje kot za nečlane, ali pa da se uvede sistem, kot ga poznajo v Nemčiji oziroma na Zahodu, kjer v primeru, da sindikat dogovori neko pravico, dodatno izboljša situacijo, se pravi nekaj popravi ali odpravi. Ki je boljša kot v zakonu v delovnih razmerjih, tako, ki je nadgradnja. Da potem tisti, ki niso člani, plačajo neko letno višino neke članarine, kot nek doprinos temu oziroma kot plačilo za to, da lahko to koristijo. Torej, če poenostavim, če se recimo sindikat uspe dogovoriti, da nočno delo, dodatek za nočno delo ni več 30%, ampak je 40, ne? 50. Ali pa 50, ne? Je potem to zdaj za vse. Bi bilo pa dobro, da je za člane sindikata, lahko pa ne člani nekaj prispevajo k temu, ne? Če že niso člani. Ne? Ja, lahko prispevajo, lahko se vključijo, ker potem treba je vedeti, da moč sindikata ni v človeku, ki ga vodi. Veliko je odvisno od tega človeka, pa od njegovega, od kolegov in kolegic, ki so za njim in mu pomagajo in ga suportirajo. Moč sindikata je v posameznem članu. Čeprav se te ljudje tega morda ne zavedajo ali pa se ne znajo zavedati, ker številčnost je tisto, česar se politika edino boji. In razumem pa ljudi, da v časih, v katerih smo bili, pa tudi zdaj, še vedno žal, v teh časih v 21. stoletju, da moram to povedati, je 1% bruto plače lahko velik strošek za marsikatero gospodinjstvo. Žal. To pa je tudi prihodek, praktično edini prihodek sindikata. Ja. Dostikrat slišimo, ne, koliko imajo predsedniki uprav plače ali pa tisti na vodilnih funkcijah, tudi politiki. Ja, to je vse naše. Ne. To, ker je pa tvoja plača, je pa pač plača na osnovi tistega, kar sindikat dobi od svojega članstva, od sindikalne članarine. Ne. Dostikrat se ne razume, da je sindikat financiran pač samo od tega. Ne. Ljudje tega ne vejo. Ja. Jaz sem se že srečala z primeri, ko smo se morda v prostem času tudi pogovarjali o tem, kaj sindikat naredi ali pa ne naredi, pa kaj bi moral, in so tukaj različna mnenja. In sem dobila pod nos, ja, se vam bomo ustavili financiranje, ne bomo plačevali tega pa onega. In sem vedno bila ponosna na to, da sem lahko vprašala, ker sem vedela, da to niso člani, kakšno financiranje. Jaz sem izključno kompletna konfederacija se financira iz članarine, ki jo pobere od svojega članstva. Ko članarine ni? Potem pač ne more preživeti. In tudi jaz nimam plače in jaz moram ravno zaradi tega za svojo plačo nekaj narediti. In jaz upam, da kot kaže, še vedno delam na tem. In vedno sem v občutku, da bi lahko še več naredila. In upam, da mi bo uspelo, ker načrte imam lepe. Lepe in velike. Ja, zdaj, odvisnost od tega, če jih čisto popolnoma razkrijem, potem raje ne bi, zato ker gre za neke strateške zadeve, ki jih... Mogoče povezovanje? Seveda, definitivno povezovanje, povečevanje. Nikakor pa ne krepitev. Pripojitev, pa da ime, Tomšičevo ime gre v pozabo. Ne? To se pa ne more zgoditi. Torej, to pa resnično ne. Še vedno KNSS, neodvisnost. Neodvisnost, ja, in z marjetico, z našo zastavo, z našimi barvami. Krepitev pa niti ne, da bi predlagala, da mora biti v tej državi samo en sindikat. Ker ni treba. Je dobro, da nas je več, zaradi tega, ker smo potem tudi med seboj malo proti utež, da se še bolj potrudimo. Jaz gledam konkurenco kolegov, da se bomo še bolj potrudili, kar je korist celotnega delavstva. Medtem ko seveda pa moč sindikata, ki sem jo že prej omenila, je v številu članov. In mladi
ravno zaradi te antipropagande in vsega tega, pa finančne situacije, pa službe niso več za stalno, koliko so bile, zelo majhen odstotek služb je za nedoločen čas, večinoma za določen čas, nažalost, tudi veliko prekarnega dela in pač se ne včlanjajo v sindikate, ampak to bi bilo potrebno spremeniti, ko bi sej tisti, ki pridejo, ko začnejo se zanimati, pa ko jim nekako razložiš zadevo, potem vidijo, da dejansko sindikat res ima velike možnosti, da kaj spremeni. In tudi da kakšnega delavca, ki se mu dogaja krivica, reši, ne? Se to je naša primarna naloga. Naša primarna naloga je, da rešujemo naše člane v primeru, da se mu karkoli zgodi krivica iz naslova delovnopravne zakonodaje. Moramo vedeti, da tudi določene stvari, ki se zgodijo, niso vedno, ampak takrat tudi pomagamo. Če se le da, pomagamo, da ne pride do najhujše situacije. To primarni boj za naše ljudi oziroma skrb in varstvo za naše ljudi. Je pa tudi, moramo pa vplivati tudi na zakonodajo na državni ravni in resnično zdaj se najbolj kaže, kako pomembno je, če bi se ljudje zavedali in kako dobro bi bilo, da bi bili sindikati močnejši, kot smo, vsi skupaj žal, ravno v času te vlade. Pa tudi v času te epidemije, ki je nekako, se zdi, zamrla, zatrla tudi proteste, ne? Zdaj, vse čisto iz razumljivih razlogov, ne? Se verjetno tudi sindikalni voditelji niste upali poslati delavce pred parlament, kjer se sprejema zakonodaja, ker bi bili verjetno hitro označeni kot tisti, ki širite COVID, ne? Čeprav nekateri delavci pa so verjetno pričakovali tudi to aktivnost sindikata, ampak verjetno ravno iz tega razloga, ne? Kdo bo prevzel odgovornost, ne? To je res. Jaz bom tvojo besedo, da si nismo upali popravljati, da si nismo dovolili. No, tako, nismo si dovolili tega narediti, ker ljudje dobijo kazni in kazni so finančne. In 400 evrov najmanj. Te delavci nimajo toliko na razpolago denarja, da bi lahko plačevali tako visoke kazni, ker če pogledava, je to zdaj skoraj polovica minimalne plače, ki jo delavec prejme. Trn v peti, ne? Seveda, no, to je sploh druga zgodba, ki je bila pa uporabljena žal v politično korist, ampak se ni tako dobro ni izpadla tako dobro, kot je ta politična korist bila mišljena. Mi smo potem, ko se je zgodilo, kar se je zgodilo ravno zaradi te epidemije, smo morali uporabiti svoje resurse nas in naš aparat in se boriti na tem nivoju. Predvsem se moramo še vedno boriti, da sploh pridemo zraven, ker zelo smo postavljeni ne samo na stranski tir, na slepi tir, na popolnoma slepi tir, ampak to samo takrat, kadar bi dejansko lahko vplivali na neko odločitev, ki je bila že sprejeta. Medtem ko, kadar je pa potrebno, da se sonči nekdo v nekem videnju, kot da sodeluje z socialnimi partnerji, ker to mora, zato da Evropska unija vidi, da naj bi bila pri nas še vedno demokracija na takem nivoju, takrat smo pa povabljeni zraven, ne? In to bo potrebno dejansko zdaj prerezati in spremeniti, ne? S katerim ministrom z ministrom za socialo, delo in socialne zadeve, družino, s katerim ministrom se največ srečujete? Ja, minister za delo... Pa koliko vas delo... sploh vpliva? Pri tako močnem predsedniku vlade, kot je Janez Janša. Minister za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti, to je zdaj novo ime, ki se podaljšuje iz leta v različnih let, je naš minister, če se lahko tako izrazim, ker resorno ministrstvo je tisto, ki naj bi skrbelo za delavce in socialo. Ker že samo ime,
delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti. Vse te sodi v njegov resor. In on je naj bi bil naš minister tako, kot je gospodarski minister za gospodarstvo in infrastrukturo pri delodajalskih organizacijah, ne. Žal ta minister, ki ga imamo, Janez Cigler Kralj, ni naš minister, ampak je bolj minister za še drugo ministrstvo so zdaj dobili delodajalske organizacije, ker veliko več sodeluje z delodajalskimi oziroma povzema želje delodajalskih organizacij. Ob tako močnem predsedniku, jaz sem uporabila isto besedo kot ti, močnem predsedniku vlade, čeprav za to besedo se lahko skrivajo tudi druge stvari. Tak karakter, kot je Janez Cigler Kralj, tako kot je bil postavljen in tako kot je, nima nobene možnosti, da karkoli spremeni, kakršnokoli odločitev, ki bi bila. Mimo volje. Nikakor, mimo volje. To se je videlo že ob prvem srečanju s tem ministrom v času prvega zapiranja, ko se je pripravljala interventna zakonodaja in tako imenovani PKP zakoni, in je enka bila na sporedu in smo bili sindikati pozvani na Brdo. Na Brdo, to je treba povedati, da ni bilo samo izključno zaradi tega, ker je pač ta vlada prevzela, ker nekateri so tudi govorili, zdaj pa ne zna več niti v Ljubljani sestankov delati, ker je vlada pa ekonomsko-socialni svet ima tudi svoje prostore v bivši vladni veliki sejni dvorani. Na Brdu je možnost za razdaljo bistveno boljša, ker so velike dvorane in ravno zaradi tega. Potem so se tudi malo navadili, da Brdo ima še druge možnosti, ki jih lahko uporabijo in verjamem, da je. Na tem sestanku, prvem sestanku in srečanju z ministrom se je takoj, saj meni, pa tudi verjetno kolegom sindikalistom, ki predsedujejo ostalim centralam, zvezam in konfederacijam, nam je bilo jasno, kako bodo zadeve tekle, ker jaz sem bila ogorčena nad tistim srečanjem, sem to ministra tudi opozorila in tudi državnega sekretarja opozorila, da tega nismo vajeni, in ta zgodba se še vedno ponavlja. Mi smo dobili neko gradivo, oziroma pravzaprav, da se iskreno izrazim, mi sploh nismo dobili gradiva, ne. Mi toliko zdaj delamo na digitalizaciji, zdaj v tem času se je res kar precej razvila, uporabljamo informacijsko tehnologijo, srečujemo se, uporabljamo računalnike, pametne telefone, vse te stvari. In sindikati kljub temu, da nas označujejo, da smo neki kamni preteklosti, kot je tale tu, in da je čas, da nas mogoče sam lepo restaurirajo, pa nas dajo nekam v eno omaro, se tudi prilagajamo, to hočem povedati, informacijski tehnologiji in pač smo bili prepričani, da ali bomo dobili gradivo ali je karkoli res bilo tako na hit, vsaj v pisni obliki, ko bomo prispeli na mesto srečanja, kjer smo bili pozvani, ga nismo dobili. Srečali smo se z ministrom, z državnim sekretarjem in potem, če se spomniš, kako je včasih bilo v šoli, ko smo imeli še tele prosojnice, pa so nam preko diaprojektorja na tablo in smo malo prepisovali, pa je tovarišica razlagala. Na tak način je nam minister želel razložiti ta primer prvega interventnega zakona in ko smo rekli, da mi na tak način pa sploh ne moramo delati, ker zadevo, ki jo imaš pred sabo, lahko diskutiraš, se naprej pripraviš, malo spreminjaš in smo rekli, če je gradivo, da ga bomo brali, je rekel, da gradiva ne sme razmnožiti, če ga lahko pošlje po elektronski pošti z oznako zaupno, pa mi vemo, kako se s takim materialom dela, je pa priznal, da niti nimamo tiste verzije, ki se obravnava že na vladi oziroma na takrat imenovani vladni skupini. In takrat je bilo nam jasno, koliko je ura, če se smem tako izraziti. Ker če minister za delo... In je še vedno toliko? Še vedno je tako. Kadarkoli imamo sestanke, se zdaj moram reči, da žal se minister teh virtualnih sestankov ekonomsko-socialnega sveta zelo malo udeležuje, največkrat ima potem kakršnekoli aktivnosti ali pa, če se izrazim
v zelo taki karikirani obliki, kot zna kolega Brane Štrukelj, reči, da teče na Brdo na konferenco, da bo stal za svojim vodjo in mu vdano kimal, ne. Naš minister zapusti sejo ali ga sploh ni in sejo vodi državni sekretar, ampak v obeh primerih, ko recimo sindikati vztrajamo, da ne želimo samo slišati, ampak da želimo sodelovati. Mi še vedno nismo prišli do tega, kaj pomeni sodelovanje, ker minister tega ne pozna oziroma ne sme poznati. Kaj to pomeni sodelovati tvorno. Imamo mi pauzo. To pomeni, da zapustimo virtualno za 10 minut zato, da se nekdo pokliče in da se ga vpraša za dovoljenje, za mnenje ali pa ne vem, kako zdaj naj naredim, da se rešim te grde situacije, ker te grdi sindikati nikakor nočejo odnehati, pa nočejo lepo poslušati, pa pomigati z repom, pa reči ja. In tega ne bomo naredili. In potem je objavljen kakšen tweet, ne? Ja, tweeti, o tweetih jaz ne bi, resnično ne bi, ker se mi zdi nizkotno takšen način komuniciranja z javnostjo in obračunavanja z nekaterimi ljudmi. Tudi sindikalisti mimogrede. Tudi sindikalisti. Res, da ponavadi z omenjenim Štrukljem, ne? Ampak kolegu je tudi nastavil sam predsednik vlade zelo grdo zanko, takrat, ko je bilo po televiziji, ko so se šolniki dobili, tisto je bilo tako iz konteksta vzeto in potem tisti način, ko je pokazal svoj pravi jaz, ne. Ker če ti dovolj časa tudi takšnega človeka, ki je dal verjetno veliko nekih tečajev, kako se obvladovati, da ne pokažeš tiste prave in vedno potem imaš neko tako držo, kot da ti vse znaš in vse veš in vse razumeš, ampak čez dovolj dolgo kljuvaš kot en tak mali deteljček, se pokaže pravi obraz. In kako se bo pokazalo vse to, ne? Vse znam, vse zmorem, jaz in še enkrat jaz, kako se bo pokazalo, ko bomo prišli ven iz te krize, upam, da čim prej, kaj bo takrat z delavstvom? Se šele težave pravzaprav začnejo? Takrat se šele težave začnejo, ker ko se bo gospodarstvo vrnilo v polni meri v svoj tek, pa pri gospodarstvu zraven je treba vedeti to, da je tukaj grozno ali pa ogromno škodo, da ne bom uporabljala tisto besedo, ogromno škodo utrpelo gostinstvo, turizem. Mi našo Slovenijo smo gradili na tem, ker je čudovita dežela, resnično čudovita dežela, da bi bila lahko turistični biser, oziroma je, ampak da jo znamo ljudem po svetu predstaviti. In tukaj se je zdaj vse ustavilo. Tukaj se je izgubilo ogromno nekega kadra. In vse to, ko se bo enkrat zavrtelo, se bo videlo, kakšne posledice je pustil teh več lockdownov in to zaviranje, ki je včasih tudi malo vprašljivo, na kak način pa zakaj se stvari odvijajo tako ali drugače, ampak pač to, da ne bova preveč politična. Janez Janša bi pokazal določeno modrost pa pripravljenost, da zamere iz preteklosti zbriše, pa da sodeluje tako, da bo res dobro za vse državljane, če bi k odločitvam vlade, svoje vlade in strokovne skupine, ki jo je sestavil, tudi participirali partnerji, socialni partnerji. Zdaj jaz lahko govorim za sindikate, ker imam največ informacij iz tega. Lahko pa tudi rečem, da tudi delodajalci niso najbolj zadovoljni z sodelovanjem, kot so ga bili vajeni. Ampak vkolikor bi pozval te širše skupine, pa morda tudi kakšne nevladne skupine, k sodelovanju, predvsem pa, da bi jih poslušal, slišal, tako kot se rad izraža minister za delo, pa tudi uslišal v določenih stvareh,
In ne sporočal prek Twitterja, sva spet tam, ne? Pa da ne bi bila vsaka stvar, ki se je ne spomni on ali pa nekdo iz njegovega kroga, to je pa za zavrniti, to je slabo. Treba je vedno premisliti pa gledati vnaprej ali pa gledati, kako je pri nas zadeva narejena. Ker te spremembe, ki jih morda neke strokovne skupine pripravljajo, zdaj govorim o zakonodaji, ne vplivajo samo na en zakon, ampak na množico in zakonov in stvari, ki so med seboj pri nas prepletene. In zelo redki so tisti ljudje, ki bi imeli toliko izkušenj, da bi lahko vedeli, kaj lahko povzročiš. In določene stvari, ki so bile narejene, so bile na tak način, kot jaz vedno pravim, kot slon v trgovini s porcelanom. Z glavo si prišel lepo noter, nič nisi naredil, z ritjo si pa vse podaril, kar se je zgodilo, ne? In si naredil večjo škodo, kot je bila korist. Ja. Tako da to smo se srečujemo, pa da lahko ob tem dodam, da tako slabega socialnega dialoga ali pa ničelnega, kot ga imamo zdaj, jaz ne pomnim, pa sem že 30 let v sindikatu. Od nobene vlade, ne? Od nobene vlade. No, glede na to, da tole oddajo snemava v res prijetnem okolju, pomlad je tu, tudi pred več kot 30 leti se je v Sloveniji rodila neka druga politična pomlad. Kaj meniš, bo potrebna še kakšna pomlad, da nekako vse tiste težave, ki so, da se nekako odpravijo in da življenje na novo scveti v tej naši lepi domovini? Jaz sem zdaj razmišljala, kako bi ti odgovorila, pa sem razmišljala, ali je ta pomlad sploh še pomlad, če ni že iz poletja prešla v jesen, ali je pa že mogoče kar zima. In morda je čas za velike spremembe na političnem polju. Predvsem je pa čas, da se nekateri umaknejo v ozadje. Če ne želijo sodelovati v korist vseh nas državljanov, pa morda sledijo samo, ne bom rekla svoji koristi, nekemu svojemu videnju, nekim zameram, nekim starim stvarem, ki jim je treba dati mesto v zgodovini in začeti delati naprej, se razvijati, prosperirati, delati za ljudi. Ker vlada, za razliko od sindikatov, sindikati smo v službi svojega članstva in jaz sem v službi mojih članov. Vlada, ministri, stranke, ki tudi dobivajo denar iz proračuna, vsi ti pa so v službi nas, državljanov. In kolikor imamo lepo vseh državljanov, levih, desnih, rdečih, črnih, pisanih, zelenih, mehkih, velikih, debelih, suhih, ni važno, vseh državljanov. Ker tale naša lepa Slovenija, ki je čudovita, ampak država ne bi bila brez državljanov. Bila bi samo dežela. Tako. Evelin, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.